V Združenju za Management Consulting Slovenije pri GZS zbornici poslovno-storitvenih dejavnosti posvečajo posebno pozornost digitalizaciji, saj se zavedajo, da prinaša v naša življenja in v poslovanje podjetij celo vrsto sprememb. Naš namen je predvsem na eni strani doseči večjo osveščenost, na drugi strani pa boljšo pripravljenost za spremembe, ki jih prinaša digitalizacija, tako na poslovanje podjetij kot na naše življenje nasploh. Naši člani tako v dejavnostih, intelektualnih storitvenih dejavnostih kot kreativnih industrij morajo biti čim bolje usposobljeni in pripravljeni za zelo kakovostno podporo naročnikom v njihovih procesih sprememb, za spreminjanje in vzpostavljanje novih poslovnih modelov. Svetovalna podjetja se morajo na izzive in priložnosti, ki jih odpira digitalizacija, pripraviti in pravočasno odzvati z iskanjem najboljših rešitev ob sistematičnem usposabljanju in pridobivanju novih znanj in veščin. Zato v ZPSD načrtujejo niz poslovnih dogodkov s področja digitalizacije. Prvi med njimi je bil posvet z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem 2. februarja 2017. Govorili so predvsem o spremembah, ki jih digitalizacija prinaša gospodarskim subjektom in javnemu sektorju. Gospod minister, katere priložnosti lahko Sloveniji prinese digitalizacija, predvsem slovenskemu gospodarstvu? Digitalizacija lahko prinaša že zdaj ogromne priložnosti, tako javni upravi kot predvsem gospodarstvu. Priložnost je v tem, da nove tehnologije in nove možnosti, tudi infrastrukturne, ki jih Slovenija ponuja, gospodarstvo čim prej izkoristi za svojo povezanost, za bolj aktiven nastop na celotnem svetovnem trgu, ker digitalne tehnologije omogočajo, da si praktično v trenutku prisoten kjerkoli. Predvsem pa vabim slovenska podjetja, da svoje notranje procese zelo modernizirajo s pomočjo digitalnih tehnologij in da tudi v področju digitalnega poslovanja poiščejo nove produkte, nove rešitve, ki v klasični industriji sploh še niso obstajali in tukaj vidimo velike priložnosti. Podpredsednik družbe IT Kearney Svetovanje je na srečanju predstavil rezultate ankete o stanju na področju digitalizacije v naših podjetjih. Kako ocenjujete rezultate ankete o stanju na področju digitalizacije v Sloveniji, kje smo v primerjavi z drugimi evropskimi državami? Slovenija se uvršča nekje v povprečje rezultatih ankete. Večina slovenskih podjetij, približno 80% jih digitalizacijo ima na svoji agendi, vendar samo četrtina njih ima digitalno strategijo formalizirano kot del svoje poslovne strategije ali ločeno. Še manjši del njih pa namenja večji del resursov in sami implementaciji. Iz študije je razvidno tudi, da nekako so nevešča še, da sami naredijo ta prvi korak, oziroma so nekako notranje kompetence so premalo razvite, oziroma jih tudi so premalo ambiciozne, da bi jih kupila na trgu, kot te kompetence za implementacijo digitalne strategije. Zaradi tega so ti koraki nekoliko počasnejši ali manj pogumni. Ker strategije, ki smo jih opazovali v nekaterih slovenskih podjetjih, so predvsem nekako omogočajo, podpirajo obstoječe poslovne strategije in ne prinašajo večjih preobratov v poslovanju, kar dejansko nam digitalizacija omogoča. Se pravi, lahko samo dopolnjujemo našo poslovno strategijo ali poslovne načrte ali pa izkoristimo možnosti digitalizacije novih tehnologij za popolno transformacijo svojega poslovnega modela ali dopolnitev svojih obstoječih poslovnih modelov. Premalo pogumne so obstoječe digitalne strategije. Vprašali smo tudi, katere tehnologije imajo na vidiku v nekem kratkoročnem načrtih, ki jih želijo ali pa razmišljajo, da jih bojo vključili v svoje operativne modele. Na prvem mestu je to uporaba naprednih analitičnih orodij, obdelava velike količine podatkov, učenje iz te količine podatkov, predvidanja in uporaba teh znanj potem dognanj v različnih delih svojih operativnih modelov, procesov, prodaje, vzdrževanja in tako naprej. Kot svetovalci pa vidimo, da se tudi tehnologija, kot so robotika, kibernetika, predvsem softverski roboti v storitvenih industrijah, doživljajo razcvet ali postajajo sozrela tehnologija, predvsem banke, telekomi, storitvene industrije že v veliki meri uporabljajo
robotiko kot nadomestilo za človeško delovno silo pri ponavljajočih se storitvah, aktivnostih znotraj procesov, kjer so pa učinki robotike v teh storitvah industrijah ogromni. V veliko primerih nadomestijo več kot 50% delovne sile v posameznih delih poslovnih procesov. Priložnosti je veliko, podjetja bi lahko bila še bolj ambiciozna, bolj pogumna, predvsem pa dajala več fokusa, poudarka in internih virov v samo izvedbo, implementacijo, da bi lahko že v nekem kratkem času, pol leta, enem letu žela uspehe digitalne strategije, ker predvideva se v naslednjih 3 do 5 letih bojo poslovni modeli tudi v tradicionalnih industrijah popolnoma transformirani in ne bo potem več časa za prilagajanje, je zdaj. Kje po vašem mnenju obstaja največ nerazumevanja oziroma napačnega razumevanja digitalizacije in kje so pa na področju digitalizacije potem tudi izzivi za management consulting? V podjetjih mislim, da je situacija takšna, da pravzaprav o digitalizaciji marsikdo oziroma večina podjetij že tako ali tako veliko ve. Po drugi strani pa tudi vpeljujejo že inkrementalno, pravzaprav bi rekel neke ali procese ali kakšne posamezne avtomatizacije ali karkoli takega. Vsekakor je pa bistveno premalo tega celostnega, rečemo temu, vzpostavljanja digitalizacije oziroma digitalne transformacije v podjetjih. Torej mislim, da je bilo najbolj primerno, najlažje pravzaprav podjetjem direktno pokazati v njihovi ožji branži, kje so pravzaprav vsa tista področja, kjer bi si lahko pomagali, ker teh področij je seveda ogromno. In praktičen primer, praktičen prikaz branži ali podjetju bi verjetno imel dosti večji uspeh, kot pa neko splošno ozaveščanje. Tako da mislim, da je glih zaradi tega, da je vloga management consultinga tle ogromna lahko, ker pravzaprav individualno s podjetji delamo in jim lahko kaj pokažemo. Zdaj edina, mogoče negativna točka tega je ravno to, da management consulting pravzaprav najemajo podjetja, ki že tako ali tako razmišljajo naprej. Več ali manj so danes to uspešnejša podjetja, ki najemajo te storitve, tako da oni so že mogoče celo malo bolj ozaveščeni kot tisti, ki bi to še malo bolj rabili in ki bi jih tudi prineslo na malo boljšo pot.